Lepo pozdravljeni in lep dober dan voščim na prvih dnevih Cobiss v Sloveniji. Dobrodošli v veliki dvorani Izuma, seveda pa prav poseben pozdrav tudi v vsak dom, službo ali kamorkoli drugam, odkoder nas nadaljavo spremljate neposredno preko spleta. V veliko zadovoljstvo nam je, da lahko v naši sredi lepo pozdravimo dr. Jureta Gašpariča, državnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, katerega smo prosili za kratek uvodni nagovor in pozdrav udeležencem. Uvodnemu nagovoru bo sledil kratek razgovor z direktorjem Izuma, dr. Alešem Bošnjakom, nato pa bomo pričeli s prvo izmed 3 panelnih diskusij. Danes bomo na panelnih diskusijah govorili o razvoju informacijskega sistema v raziskovalni dejavnosti, prehodu na novo generacijo programske opreme Cobiss in o Cobissu v šolskih knjižnicah. Panelisti bodo odgovarjali tudi na vaše vprašanja, zato seveda vljudno vabljeni, da jih zastavite. Kot rečeno, pa najprej k uvodnemu nagovoru vabim državnega sekretarja, dr. Jureta Gašpariča. Prosim. Hvala lepa, spoštovani direktor, spoštovane udeleženke, udeleženci prvih formalno dnevov Cobiss. Direktor je malo prej dejal, kako je zelo vesel, da je ministrstvo dalo posebno težo tem dnevu, da sem se pripeljal iz Ljubljane, pa pa pravzaprav nisem, saj sem iz Maribora. Ampak vseeno mi je veliko veselje, da sem danes tukaj med vami. In da vas lahko v imenu novega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije nagovorim na tem dogodku, ki je namenjen povezovanju z različnimi deležniki sistema in storitev Cobiss. To se vse meni zdi še posebej pomembno, saj je obči evropski trend v znanosti, pravzaprav tudi drugje, da se vse raziskovalne kapacitete, podporni sistemi, pa sploh vsi ekosistemi povezujejo in združujejo. Povezovanje seveda ni sodelovanje, ampak precej več. V naši organizacijski, pa bi rekel tudi politični kulturi, pa je še naprej v ospredju parcelizacija, radi imamo take drobne, silosne rešitve, majhne sisteme. Raje 10 kosov male raziskovalne opreme kot enega velikega, ampak ne vem, če je to ravno prava pot naprej, zato še enkrat vse priznanje vašim naporom. Tega verjetno ni treba posebej poudarjati, pa tudi prav dolgo me verjetno ne želite poslušati, ampak vendarle, ker sem zgodovinar, bom rekel, da me veseli, da je Izum le malo mlajši od naše države in da je v tem času z razvojem lastnega znanja in predvsem z lastnimi kadri dosegel zavidljive razvojne cilje. Posebej pohvalno in povezovalno seveda pa je dejstvo, da kot infrastrukturni zavod nudi podporne storitve tako raziskovalnemu kot izobraževalnemu sistemu, torej razvija Cobiss, hkrati sistem SICRIS, slovenski sistem za informatizacijo znanosti, upravlja Vego, največji superračunalnik v Sloveniji, in je med drugim recimo na področju šolstva vzpostavil novo storitev e-šolska forma. Pa posebej seveda treba poudariti tudi mednarodno delovanje v okviru Cobiss.net. Prihodnje si na ministrstvu, ki je, veste, startup, obstaja šele pol leta, veliko obetamo od sodelovanja med Izumom in javno agencijo za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost ARIS. Kot veste, smo iz ARRS-ja v mesecu maju oblikovali ARIS, raziskovalnemu stebru smo dodali inovacijski steber in se odločili temeljito prenoviti celoten sistem agencije in digitalizacije storitev v podporo znanosti, pa pravzaprav, bom rekel, ni mogoče brez sodelovanja Izuma, kar nas posebej veseli. Mislim, da je dogovor tako rekoč sklenjen. V sodobnem svetu pa je digitaliziran evalvacijski sistem, se pravi digitaliziran sistem razdeljevanja javnih raziskovalnih sredstev, ki omogoča tudi povedno in hitro analitiko izjemnega pomena. Ob tem pa seveda bi rad še poudaril, da bo Izum ena od zelo pomembnih organizacij za uresničevanje zakonskih obvez na področju odprte znanosti. Odprta znanost, open science, to je nek buzzword, ki buri duhove pri nas, pa tudi v Evropi, ampak prehod na ta načela, vse po mojem, je nekaj najboljšega, kar se nam dogaja v zadnjem času in je nenazadnje tudi ena od prvih strateških zavez dokumenta o razvoju European Research Area, novega evropskega raziskovalnega prostora. V tem okviru bo tudi vzpostavljen Evropski
oblak odprte znanosti in potem seveda Slovensko nacionalno vozlišče za povezovanje slovenske znanosti v evropske in globalne povezave. Omenil sem že superračunalniško infrastrukturo, ampak jo bom še enkrat, dovolite mi, da s tem končam. Vega, ki jo vzpostavila IS, Inštitut Jožef Štefan in Univerza skupaj z IZUM, ima izjemno izkoriščenost in je, kar nas posebej veseli, najbolj zaželen računalnik med vsemi, ki so bili vzpostavljeni v okviru HPC, Evropskega superračunalniškega podjetja. In to je le še en podatek o kompleksni infrastrukturi, ki nastaja in upam, da še bo nastajala za temi zidovi. Spoštovani, želim vam uspešno izvedbo današnjega dogodka in čim več, čim bolj tesnih povezovanj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod državni sekretar, za vaše uvodne besede. Seveda nas zmeraj veseli, da tudi državni vrh prepoznava pomen naše institucije. Sedaj pa bomo malce izprašali direktorja IZUM-a, doktorja Aleša Bošnjaka, in sicer nas bo v prvi vrsti zanimalo, zakaj COBISS dnevi in predvsem, ali so COBISS dnevi nadomestek za mednarodno konferenco COBISS. Gospod direktor, prosim, če se mi pridružite. Se slišimo? Vse. Ja, vedno preveriti. Testiranje je zelo pomembna zadeva. Gospod direktor, najprej osnovno vprašanje, ki sem ga v bistvu že prej načel. Ali torej COBISS dnevi nadomeščajo konferenco COBISS? Ja, najprej lep pozdrav vsem. Hvala, da ste prišli v naš čudovit Maribor, čeprav vreme danes ni tako čudovito, ampak vseeno, lepo je, da smo skupaj. Ja, na vprašanje bi takole odgovoril, torej seveda ni nadomestek za mednarodno konferenco, tu gre za dve povsem različni stvari. Namreč mednarodna COBISS konferenca je konferenca, kjer nastopajo mednarodni gostje in tamle želimo zaobseči tudi kompletno našo mednarodno dejavnost. Seveda je treba pri tem povedati, da pravzaprav od leta 2012 naprej predstavljamo oziroma smo tudi regionalni UNESCO center drugega reda za bibliotekarske in informacijske sisteme in seveda to dejavnost moramo obeležiti tudi z seveda neko konferenco, ki zelo dobro naslavlja to naše mednarodno delovanje. In na njej so seveda tako raziskovalci kot tudi knjižničarji iz mednarodnega parketa. Doktor Jure Gašparič je tudi malo opisal naše delovanje v okviru superračunalniškega ekosistema v Evropi, kar je tudi zelo mednarodno delovanje in pa tudi naše strateške cilje v okviru odprte znanosti in ere. Dočim COBISS dnevi so pa tipična lokalna konferenca, kjer naslavljamo lokalne probleme, in pri teh bi mogoče samo še to izpostavil, da je nekako življenjski cikel naših procesov, ki tečejo paralelno s programsko opremo COBISS, zmeraj tak, da razvojno začnemo in storitve najprej uvedemo v Sloveniji. In potem se s temi storitvami običajno vzpostavi tudi nek organizacijski model in ko se to izkaže, bi rekel, ko se to oplemeniti na ta način, se te storitve COBISS-a, da tako rečem, potem začnejo počasi prenašati v naše .net države oziroma države omrežja COBISS.net. Tako da v vsaki državi imamo potem tudi svoje COBISS dneve. In seveda tam naslavljajo zopet te njihove lokalne probleme in pač, bi rekel, stanje programske opreme in tudi procesov, ki so v tisti državi. Tako da tu gre za popolnoma dve različni vsebinski stvari. Hvala lepa. Zdaj, dnevi COBISS bodo v bistvu potekali
po malo drugačnem formatu, kot smo ga vajeni na konferenci COBISS, torej v obliki okroglih miz oziroma panelnih diskusij. Zakaj ste se v bistvu odločili za takšen format izvedbe? Je kakšen cilj tega, kakšen poseben namen tega? Ja, kadar imamo COBISS konferenco, imamo običajno ex katedra predavanja, katerim potem sledi naslednje ex katedra in naslednje predavanje in potem na koncu sledi vprašanja in odgovori. Ta sistem se nam je zdel nekako tok in lahko rečem, da smo iz COBISS dnevov, ki smo jih najprej izvajali v naših ostalih državah, članicah omrežja COBISS.net, pobrali neke vrste pozitivno izkušnjo in ugotovili, da na COBISS dnevih z takšnim panelnim načinom, kot ga bomo danes tukaj izvedli, pride do bistveno močnejše in bolj sveže interakcije. Interakcija v tem primeru, lahko rečem, poteka vsaj na dveh nivojih, ne. Eno je nivo vprašanj, ki ga lahko postavlja tudi po različnih kanalih, se pravi, vprašanja možno postaviti vnaprej, možno jih je zdaj postaviti, možno jih je tudi kasneje postaviti. Ta vprašanja bodo naslovljena bodisi po kanalu, da bomo tukaj odgovarjali ali v chatu ali kjerkoli in seveda to daje bistveno večje možnosti, ne. Ravno na teh ex katedra predavanjih, kjer so še 3 ostala predavanja vmes, se je izkazalo, da ljudje že morda pozabijo, kaj je potem prvi govornik govoril. Tu pa je možno ta vprašanja takoj postaviti. To je ena interakcija, druga pa je mogoče zelo dobro vidna pri različnih panelistih, ne, in tudi moderatorju, ki ima tudi svoj delež pri tem, da seveda eno problematiko ljudje vidijo potem na več različnih načinov, ne. Če vam nekdo nekaj spredava, potem pač pri tem nehote vedno izrazi svoje mnenje in svoj pogled na zadevo, ne. Če imamo pa 6 različnih pogledov, pa seveda bistveno boljše narediti diskusijo in takšen panel in iz tega potem tudi mi lahko več izvlečemo. In naša želja je, da iz teh diskusij tudi mi nekaj potegnemo in tudi mi potem nekako vplivamo in na ta način potem lahko seveda uporabniki programske opreme COBISS najbolje vplivate tudi na ta razvoj, ne. Tako je, kakor je rekel gospod direktor, torej že v času prijav ste lahko postavljali svoja vprašanja. Lahko jih boste seveda zastavljali tudi danes v času samih izvajanj panelov. Seveda pa mislim, da bo najbolje, če bi tudi dobili odgovore direktno od samih panelistov, torej boste dobili direktno v času samega izvajanja. In mislim, da bodo tudi sami panelisti najbolj kompetentni za to, da bodo lahko neposredno odgovarjali na vaše vprašanja. Seveda pa vas bodo torej vodje panelov še enkrat pozvale, da jim boste zastavili vsebinska vprašanja. Sedaj pa, gospod direktor, če dovolite, bi morda malenkost mimo današnje razprave bi vas povprašal tudi o kondiciji in usmeritvah samega IZOM-a, torej kakšne so trenutno glavne dejavnosti, glavne usmeritve ter nas verjamem, da vse, ki v bistvu nekako delamo ali v IZOM-u ali delate z IZOM-om, zanima, kakšni so glavni trendi in pa tudi usmeritve IZOM-a v prihodnje. Ja, hvala za to vprašanje. Lahko ponosno povem, da smo v dobri kondiciji, kar kaže nenazadnje naš letni budžet, ki nam ga ministrstvo odmerja in tudi število zaposlenih, ki se nenehno veča. Šli smo iz lanskih 118 na 121 in letos imamo v navodilih nekako dogovorjenih že 125, se pravi še 4 dodatne zaposlitve, tako da tu se veča od tistih časov ZUJF-a, ko smo morali nesrečno zmanjšati, torej moji predhodniki, ko so morali nesrečno zmanjšati število ali pa ga držati praktično na istem nivoju, so nam zdaj na široko odprli vrata, ne. Seveda ne kar slučajno, ampak ker, kot je povedal državni sekretar, imamo zelo velike skupne projekte, mnogo si obetamo od
prihodnosti, lahko rečem. In sicer predvsem na dveh glavnih stebrih, ki sta večna, glavna izumova stebra. Ena je sistem COBISS in knjižnična srenja oziroma bibliotekarska srenja, drugo pa raziskovalna srenja z stebri, kot je superračunalništvo, SICRIS in tako naprej, ne. Zdaj, če bi najprej začel z tem najpomembnejšim projektom, ki ga v tem trenutku izvajamo. Tu gre za povezovanje z slovensko agencijo ARIS, ki nam je nekako poverila postavitev informacijske infrastrukture in raznih servisov oziroma programov, ki bodo delovali v smeri digitalizacije. Kot veste, je še zmeraj v sistemu SICRIS marsikaj potrebno ročno narediti z raznimi obrazci in tako dalje. Ta zadeva je preživeta in jaz upam, da bomo lahko ponosno januarja, najkasneje na začetku februarja, ponudili raziskovalcem že digitalne obrazce in tudi raziskovalnim organizacijam in ostalim raziskovalnim entitetam. Tu računam predvsem na kolege iz prve vrste tule, da bodo ta proces podprli. Tako da povezovanje, zelo ozko povezovanje z novo agencijo, z ARIS-om, je eden od naših ključnih projektov. Zdaj, drug zelo ključen projekt je seveda naša navezava na odprto znanost v evropskem prostoru. Tule lahko rečem, da smo bili v združbo EOSC, ki je, bi rekel, evropska skupina za odprto znanost, ki izvaja zaveze ERA, European Research Area, smo bili pred dnevi tudi sprejeti v to članstvo in v strateškem načrtu Republike Slovenije imamo kar nekaj nalog v zvezi s tem, Se pravi zagotavljanje ekosistema odprte znanosti v najširšem smislu, Seveda tu bodo še drugi deležniki, s katerimi bomo sodelovali, ampak to je vsekakor zadeva, ki se ji bomo zelo intenzivno posvetili v naslednjih letih. Tretje, kar bi omenil, je seveda sodelovanje z novim ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, z projektom eTorba, kjer pač želimo napraviti slovensko oziroma je že napravljen. Ta projekt je uradno končan, ampak seveda ga bomo nadaljevali v okviru enega novega projekta za načrt v okviru načrta za okrevanje in obnovo, in to so seveda elektronski delovni zvezki in elektronski učbeniki, ki bodo otrokom omogočali, da bodo imeli malo lažje šolske torbice, oziroma če bodo kdaj kje na dopustu, da bodo lahko prek bralnikov delali, izvajali svoje izobraževanje, Tako čisto simplificirano povedano. Seveda še mnogo več od tega, možno je seveda potem tudi na portalu dobiti direktno, dinamično, bi rekel, interakcijo z sistemom pri izpolnjevanju delovnih zvezkov in tako naprej. Ampak v glavnem tega je še in še, ideje je kar dosti. To je bil glavni kohezijski projekt vreden okoli 2 milijona, mi smo bili eden od partnerjev in ta projekt je zdaj, mislim, da zadnji zahtevki, še zadnja poročila grejo ta mesec ven. Bila je predstavitev več kot 800 učiteljem in predstavnikov ministrstva in seveda smo dobili same pohvale. Pa ni samo mi, ampak tudi drugi sodelujoči. Mi nismo edini, ampak mi smo tisti, ki smo zagotovili tole platformo. Potem naslednji projekt, ki je zelo močno vezan pa na knjižnice, je pa projekt e-knjige. Tukaj bi rekel, da je glavna gonilna sila strani knjižnic Združenja splošno-izobraževalnih knjižnic, ki je nekako ugotovilo, da mogoče sama platforma Biblos ni dovolj ali ni dovolj fleksibilna, oziroma da bi želeli imeti neko platformo, kjer bi lahko nastopali vsi založniki in bi potem lahko knjižnice oziroma vodje nabave posameznih knjižnic iz
tega nekega skupnega bazena, ki bi ga polnili vsi založniki, jemali svoje e-knjige. Se pravi, na nek način analogen proces, kot če pride v knjižnico nek akviziter s knjigami, pa potem tisti vodja nabave izbere knjige, enako se bo tu dogajalo, samo pač na takšnem posebnem portalu. Tako da to je tudi sigurno projekt, ki ga bomo v prihodnje, kateremu bomo v prihodnje posvetili vso našo pozornost. Potem pa seveda še dosti drugih projektov, ki jih mogoče zdaj v tem trenutku ne bi toliko izpostavljal. Vsekakor je tudi sodelovanje z nacionalno knjižnico zelo živo, ne, v okviru tele delovne skupine Krasovke, ki postavlja pač pravila za katalogizacijo. Naš prehod na RDA način katalogizacije, tudi tu imamo zarisan tako imenovani, Angleži rečejo temu roadmap, se pravi aktivnosti v naslednjih nekaj letih. In vse to, o čemer sem govoril, se bo seveda zelo močno tudi zrcalilo v naši strategiji, ki bo, upam, da spisana na začetku prihodnjega leta. Tam bomo potem še seveda bolj detaljno razkrili naše, kako bi rekel, težnje v prihodnosti ali pa naše želje. Zdaj jaz ne vem, ali sem preslišal, ali superračunalnika Vega sploh niste omenili, glede na to, da je to naš največji v zadnjih letih marketinški produkt, ste najverjetneje namenoma pozabili za zadnjo točko. Ja, ker sem videl, da je 3 minute še ostalo, tako da. Ja, gospod direktor tukaj stalno gleda nas na uro, spoda vi je ne vidite, midva pa pač skušava se držati plan, ampak mislim, da nam je nekaj časa še ostalo. Ja, superračunalništvo je seveda tudi ena od zelo močnih smeri v prihodnje. Kot veste, smo naredili posebno organizacijsko skupino za superračunalništvo, tako nameravamo narediti tudi z skupino za podporo Arisu oziroma Sikrisu. In to superračunalništvo se zdaj pravzaprav nekako odpira. Imeli smo res velika priznanja v prejšnjem kohezijskem sklicu, kjer smo bili eden od 8 ponudnikov, ki jih je Evropska komisija preko svoje delovne skupine Joint Undertaking HPC sprejela, tako da smo bili eden od 8, ki smo ta projekt dobili. Hkrati pa med temi 8 v Evropi smo bili pa prvi, ki smo dali to v tek, torej ki smo v resnici zagnali superračunalnik in seveda zdaj v tem trenutku smo tudi po statistikah eden od najbolj zaželenih, seveda smo bili prvi in smo nekako razširili to naše delovanje, tudi mednarodno, kot veste, 1/3 financirana strani Evropske unije in tudi v tem razmerju 1/3 proti 2/3 gre računalniška moč oziroma čas superračunalnika tujim raziskovalcem in 2/3 našim. No, zdaj v novem sklicu, ker veste, superračunalnik je v 5 letih nekako, ne bom rekel odvečen, ampak sicer ostaja v superračunalniškem ekosistemu ali mreži, ampak nima več te moči, da bi te najzapletenejše probleme potem reševal, ker zmeraj se to nadgrajuje, tako kot vsa računalniška oprema, tako da za nov kohezijski sklic, ki bo, mislim, da v leta 2025, imamo zaenkrat že odobritev za parcelo, tako da bomo izgradili nov superračunalniški center, ker tale gradnja tu, lahko rečem, ni bila tako strašno posrečena zaradi tega, ker pač ni bilo druge možnosti in tu smo sredi mesta, kar ni primerno za superračunalnik, prostora ni doli nič več, komaj še zaparkirati, Tako da nov superračunalniški center bo predvidoma zgrajen na elektrarni, Dravskih elektrarn na Mariborskem otoku. Tam imamo že odobritev tudi agencije, da se lahko direktno na elektrarno priklopimo in tole parcelo bo potem kupil Arnes, ki bo gradil en tak center v Ljubljani in enega v Mariboru, ampak naš bo poudarek na superračunalniškem centru, pri njih pa data center. Tako da, ja, s tem bomo tole zgodbo, seveda, lahko rečem, uspešno zgodbo nadaljevali v naslednjem kohezijskem sklicu, se pravi po letu 2025, ko dobimo potem še nove prostore.
Morda še v enem stavku, kot rečeno, dejansko je superračunalnik Vega trenutno najbolj marketinško izpostavljen produkt Izuma, tudi v javnosti najbolj poznan. Pa me zanima, ali bo zaradi tega trpel tudi Cobiss ali je Cobiss vseeno tista naša primarna dejavnost. To sta dve paralelni dejavnosti. Ta skupina, ki deluje na področju superračunalništva, lahko rečem, nima nič s Cobissem, tako da Cobiss bo seveda imel enako podporo naprej in vsi ostali programi tudi. Je pa res, da nekaj programov seveda zaradi pomanjkanja kadra ne moremo delati v redni obvezi, potrebujemo za to predane sodelavce, ki tudi počnejo kaj v pač redni nadobvezi, ki lahko tudi traja po nekaj mesecev, ampak tako pač je s temi projekti. Ko prideš čez prvi del hriba, potem je že dosti lažje, ne? Potem se lahko malo zmanjša pritisk, ampak na začetku pa so zmeraj kar pritiski tudi. Gospod direktor, najlepša hvala za vaše odgovore. Morda samo še kratko obvestilo za vse, ki nas spremljate preko spleta. Prosimo, da se za nemoten potek spremljanja dogodka priklopite na naslednjo sejo. Hvala lepa in hvala lepa, doktor Aleš Bošnjak. Najlepša hvala.